slovesen se mi zdi, pa bo naslednji trenutek, ko bodo na odru za zmagovalce zbrani vsi trije najboljši in bomo slišali tudi slovensko himno. To bo poseben trenutek sredi Francije na Elizejskih poljanah. Bo zavihrala slovenska zastava in slišali bomo našo himno v čast velikemu zmagovalcu Tadeju Pogačarju. Tu seštevek, ki sem ga omenil, 2 Slovenca, v prvi deseterici samo Francija ima še 2 predstavnika. Čakamo torej, da pridejo na oder najboljši trije, Jonas Vingegaard kot drugi, Florian Lipovec tretji in zmagovalec Tadej Pogačar. In da Tadej Pogačar dobi pokal v svoje roke in da slišimo slovensko himno. Tule je zdaj ta slovesni trenutek, ko trije najboljši po 3 tednih garanja, po 3 tednih bojev na severu Francije, v centralnem masivu, v Pirenejih, Alpah in Juri prihajajo do svojih zasluženih priznanj. Najboljši med njimi pa seveda Tadej Pogačar, 4. v svoji karieri. Les 3 premiers qui vont nous rejoindre, 3e de ce classement général final ici sur les champs, c'est Florian Lipovec. Le second, c'est Jonas Vingegaard, drugouvrščeni, prihaja že na oder, potem v rumeno odeti Tadej Pogačar in v belo oblečeni Florian Lipovec. To so 3 najboljši na letošnji dirki. Tadej Pogačar bo pokal, mislim, da prejel iz rok predsednika slovenske vlade Roberta Goloba, ki je danes vodstvu dirke po Franciji predstavil tudi kandidaturo Slovenije za veliki start leta 2029. Tu je torej Robert Golob, ki je izročil pokal zmagovalcu dirke po Franciji Tadeju Pogačarju. To so 3 najboljši in zdaj bomo slišali slovensko himno v čast Tadeju Pogačarju. Et voilà, bon, je vous demande, mesdames, messieurs, de vous lever pour la diffusion de l'hymne national de Slovénie. Izjemni trenutki, izjemni, ki se bodo zapisali ponovno v slovensko športno zgodovino. Že tako bogato zakladnico bo torej obogatil še en velikanski uspeh. Je to prava himna moje države, Republike Slovenije? Zame, za Slovenca, je edino ta prava.
cigani, emigranti, tuji priseljenci, Balkan, Palestina in tako dalje. To so bistvene dejavnosti naše vrle, svobodne, plesoče vlade. Avtohtone Slovence pa naj hudič vzame. Pa naj tokrat spet uporabim zapis moje prijateljice Frančiške Butolo, ki glede inštituta 8. marec, ki vlada Sloveniji s fevdalno tiranijo, pravi takole. Kaj sploh hočem povedati v tem svojem članku? To, da je bil moj predzadnji prispevek Konec Slovenije na portalu YouTube namenjen odnosu sedanje vlade do Slovenije kot države in slovenskim narodom. Pričujoči članek pa kaže odnos sedanje vlade do slovenske družine, osnovne celice, tudi slovenske družbe. V obeh primerih sedanja vlada deluje katastrofalno, uničujoče. Torej, spoštovani in cenjeni gospod Dominik Rt, v resnici kar težko pišem o sedanji slovenski politiki in o politikih, zlasti levih, menda najbolj pametnih in uspešnih, pa zadovoljnih in veselih, srečnih, še zlasti pa o tovarišicah in tovariših, kakršni so zbrani v stranki Levica in v inštitutu 8. marec. To, kar počne tovariš Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, z državljani Slovenije, je prav neverjetno. Obljubil nam je, da bomo imeli krasno dolgotrajno oskrbo v neki fiktivni solidarni prihodnosti, v socializmu, če začnemo takoj dajati državi po 1% od svojega mesečnega dohodka oziroma pokojnine. Ali si mi, neumni državljani, sploh znamo predstavljati, koliko denarja je 1% davka od vseh prejemkov, od katerega ta naša nesrečna država trga? In komu je v resnici ta davek namenjen? Skoraj gotovo tudi za pomoč eni od novih slovenskih dežel, še iz Titove Jugoslavije, Palestini. Tudi v medijih, na primer zjutraj pri radijskih poročilih, je vedno najprej na vrsti nova slovenska dežela Palestina. Pri tem ima inštitut 8. marec prvo besedo, čeprav je ta inštitut menda namenjen predvsem čistunstvu moških do žensk, pa naj to pomeni karkoli. No, Slovenija, ki je večkrat resnično moralistična, se je pred leti zelo zgražala, ker je neki visoki uradnik, ugledni družinski moški, menda že kar javno kazal preveč svojih nežnih čustev do neke mlade, lepe in inteligentne sodelavke. Podobno pa je bilo tudi pravkar v medijih Evropske skupnosti. Splet je bil naenkrat poln zbadljivk in opazk, ker je liberalni francoski predsednik Macron na obisku v Londonu pomenljivo pomežiknil, za nekatere prav nespodobno, britanski kronski princesi, resnično prav seksi lady. Kralj pa mu seveda ni mogel vrniti milo za drago in pomežikniti gospe predsednikovi. Pa ne zaradi tega, ker je kralj pač aristokrat, predsednikova soproga pa običajna meščanka, temveč predvsem zaradi tega, ker je zadnje tedne krožilo po spletu njeno pretepanje lastnega soproga, predsednika Francije. Morda je kdo v inštitutu 8. marec celo glasno pripomnil, pa kaj rabi Macron namigovati lepim ženskam? Vse ne morejo biti lepotice. Te poklone bomo v solidarni prihodnosti, torej v socializmu, povsem prepovedali. Ženske ne smejo biti seksualni objekti.
Oh, preljuba Slovenija, mila dolina šentflorjanska. Komu v katerikoli državi pa naj bi škodil kak nasmešek več kateri od lepotic, pa tudi manj lepih žensk? Koga naj bi resnično prizadel hitrejši utrip srca, ki porodi lep poklon kakega državljana ob srečanju s kako mično gospodično ali gospo? No, saj tovarišica Nika Kovač ni do konca dosledna. V resnici fajta samo proti nasilju nad ženskami, kadar to, dokazano, ne prihaja strani muslimanskih ali romskih nasilnežev oziroma posiljevalcev. Pač fajta, za kar je plačana, kot sem včeraj prebrala ali slišala v desnih medijih. Oh, preljubi inštitut 8. marec, ki te je nekoč vodil sedanji minister Maljevac, zdaj pa te vodi, vsaj uradno, borka, fajtarka proti pomežikom slovenskih moških. Naj se tvoji sodelavci vendarle začnejo boriti za kaj bolj koristnega in pametnega, kot je seksistično mežikanje lepoticam, naprimer za manj umetnih splavov, ne pa za še več. Tolikšnega nasilja in poseljevanja z nekimi solidarnim socialističnim davkom za celotno Slovenijo, uradno namenjenemu za potrebe slovenskih državljanov v neki daljni solidarni prihodnosti, socializmu, še nismo imeli. Sploh pa tako visokega davka nismo prav velikokrat plačevali za neke prazne obljube, za navadno politično sleparijo, morda pa celo za potrebe najhujše svetovne teroristične organizacije Hamas. Ne, tolikšnega na tega, da bo ta ogromni davek, ta ogromna vsota denarja porabljena za dolgotrajno oskrbo nemočnih državljanov Slovenije, ne pozna vsa novejša evropska zgodovina. Tovariš minister Maljevac, v inštitutu 8. marec v resnici dobro veste, še predobro, da je bil pravemu fevdalcu v javnosti prepovedan celo pomežik lepotici iz vrst Lačank, da pa niso bile fevdalcu prepovedane vse prve noči v njegovem fevdu. In nekako tako v inštitutu 8. marec tudi ravnate. Naj o vseh drugih novih slovenskih, nečloveško visokih in neutemeljenih davkih in dajatvah pod sedanjo vlado niti ne pišem. Vse peklensko visoke davke in dajatve so tudi kruti fevdalci, podobno kot sedaj naša vlada, brezobzirno izterjali, tudi od najrevnejših, tudi od najbolj bolnih, celo od umirajočih. Pretepali in zapirali so jih, če davkov niso mogli plačati. Tovariš Maljevac in tovarišica Kovač, z vrha inštituta 8. marec, odlična učenca iz Sorosove nedeljske šole, vse to dobro vesta. Prav zato pa tako vneto fajtata in posiljujeta ter uničujeta državljane Slovenije in državo Slovenijo. Morda celo pričakujeta, da jo bo Soros, Obamov najvišji šef, celo predlagal za Nobelovo nagrado za mir. In še opomba, v svojem članku Stanovanjski neostalinizem ministra Maljevca iz 17. januarja 2023 na portalu Demokracija sem napisala tudi tole. Inštitut 8. marec, ki ga vodi totalitarna feministka Nika Kovač, je neznosno smrdljiva stalinistična greznica, ki bi jo morali takoj zapreti. Drugače bo kmalu takšna vsa država, skupaj z vso politiko, sodstvom, šolstvom, zdravstvom in tako naprej. Slovenskega prebivalstva pa v Sloveniji skoraj ne bo več. Kdor bo le mogel, se bo izselil. Ali se sploh zavedamo, kaj hoče minister Maljevac s svojim stanovanjskimi zadrugami po vzoru zgodnejše revolucionarne ruske politike?
Se sploh zavedamo, kaj pomeni njegova nedavna izjava, da vidi v stanovanjskih zadrugah tudi rešitev za dolgotrajno oskrbo? Govori o idealnem stalinističnem zadružništvu, menda po vzoru nekih sedanjih neostalinističnih komun v Kataloniji in Cirihu, kot je rekel. Najprej naj bi posameznik v takšno zadrugo vložil okoli 15% od vrednosti stanovanja, potem pa bi plačeval nekoliko nižjo stanarino od tiste na prostem trgu. Seveda pa vlagatelj ne bi imel nikakršne možnosti, da bi s tem denarjem stanovanje od zadruge kupil, pač pa bi bil njen solastnik. Predvsem pa bi imel pravico do političnega vodenja stanovanjske banke in do političnega vodenja stavbe, v kateri bi imel najemno stanovanje. Zelo neostalinistično. Zakaj je to kao zadružništvo neostalinistično? Zato, ker bi morali v stavbah z zadružnimi stanovanji živeti povsem stalinistično, z eno samo skupno družinsko kuhinjo, z eno samo pralnico, z eno samo velikodnevno sobo, z enim samim KGB-jevskim hišnikom, ki bi o vseh vse vedel in tako naprej. Stranišča pa bi bila gotovo po svetnem vzoru Legibitre, menda tako kot na FDV, za vse spole skupaj in tudi narazen. Kdo pa ve? Vsi, stari in mladi, si bodo menda medsebojno pomagali, kot je pred nekaj dnevi izjavil minister za stalinistično revolucijo Maljevac. Zato bo s stanovanjskimi zadrugami rešen tudi problem dolgotrajne oskrbe. Pa tudi ljubezen bo, predvidevam, v teh zadružnih stavbah pravičnejša. Kot sem nekoč brala v pradavni tržaški Slovenki, so imele prve komunistične revolucionarke v načrtu tudi pravično zakonsko ljubezen. Med drugim seznami imen na stenčastih stanovanjskih stavbah s skupnimi prostori, kdo bo določena noč s kom spal. Predvidevam, da bo tudi v zadrugah ministra Maljevca poskrbljeno za pravice vseh do srečne ljubezni. Od legibitrinih do multikulturnih, od lepih do grdih, od mladih do starih, od suhih do debelih. Le naši, zadružni, bodo morali biti. Seveda ni čudno, da je že davno zaradi navala komunističnih feministk na tržaško Slovenko, to prvo slovensko žensko revijo, izhajala je od leta 1897 do 1899 in jo je urejala Marica Bartol Nadlišek. Jo je zapustila, ker je bila kultivirana evropska dama, predvsem pa velika domoljubna Slovenka. In prav zato je tudi ona, kot številne meščanske in verne pomembne Slovenke, še zdaj absolutno podcenjena slovenska pisateljica, čeprav je pomembnejša od hudo precenjene liberalne Zofke Kveder, ki je bila bliže komunističnim feministkam. Tako pravi Frančiška Butolo. In kaj misliš ti? Begreva, ajde, na traktorju odnajde, noben na jule najde, ko peljem te v brajde. Da v svinci hlani, užgem te po tazani, ko s tebe trgam cunje, Gucci, Louis Vuitton.